Veseli me, da končno začenjamo s konkretnimi dejanji, ki bodo sčasoma otrokom z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju in njihovim staršem oziroma skrbnikom omogočili pomoč, za katero prosijo že leta, vendar niso bili ne razumljeni, ne slišani. Pristojno ministrstvo je prisluhnilo mojim pozivom, naj se otrokom z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju oziroma njihovim družinam omogoči posebna storitev, ki bo obsegala pomoč pri varstvu, vzgoji in oskrbi, izvenšolskih dejavnostih, gospodinjskih opravilih in drugih dejavnostih, potrebnih za normalno oziroma kvalitetno življenje otrok in njihovih družin. Gre za institut pomoči na domu po Zakonu o socialnem varstvu, ki se je do sedaj izvajala pretežno kot pomoč starejšim osebam, ki zaradi starosti ali bolezni niso zmožne poskrbeti same zase. Dejansko pa je namenjena tudi družinam, katerih člani so telesno ali duševno prizadete osebe. Z Ministrstvom za solidarno prihodnost smo torej pristopili k pilotnemu projektu, ki se bo izvajal 6 mesecev, vključeval bo 10 družin z otroki s posebnimi potrebami. Njegov cilj pa bo pridobiti celoten nabor storitev pomoči na domu, ki jih take družine potrebujejo, vključno s pridobitvijo ustreznih informacij za varstveno-delovne centre, ki bodo izvajalci teh storitev, in finančnim ovrednotenjem teh storitev. Pilotni projekt bo pokazal, kakšne so dejanske potrebe družin z otroki s posebnimi potrebami po pomoči na domu, kakšne so materialne in kadrovske zmožnosti izvajalcev teh storitev in ali je potrebna sprememba zakona. Velikokrat poudarjamo, da so otroci naše največje bogastvo. V resničnem življenju pa pogosto pozabljamo na tiste med njimi, ki so zaradi svojih posebnosti še bolj dragoceni.